Torej, po danes objavljeni anketi časnika Delo je vaša stranka zdrsnila na 4. mesto, prej ste bili na 3. mestu, sedaj so vas prehiteli Demokrati, podpora se vam je sicer nekoliko povečala, ampak vendarle 4. mesto. Čemu pripisujete ta padec? Mislim, jaz pripisujem padec oziroma Demokrati so zrasli. Mi, bom rekel, na nek način, kar se mene tiče, lepo rastemo in verjamem, da bomo do 22. marca naredili dober rezultat, s katerim bomo zadovoljni in tudi Slovenija bo presenečena. Poglejte, kar nekaj afer, slišali smo jih tudi v prispevku, je povezanih z vašo stranko, afera Litijska, afera Spirit, odstop Janija Prednika, gospoda Prednika so kriminalisti kazensko ovadili. Kako boste ukrepali, če bo pravnomočno obsojen? Zdaj, za razliko od drugih strank, kar jaz razumem, mi prevzemamo odgovornost. Glede Litijske, zaradi Litijske sem jaz ratal predsednik stranke. O Litijski bo vas še. Zanima me Prednik, potem pa o Litijski. Glejte, ko bojo dokončna seveda inštitucije, katere treba spoštovati, odločile, se bomo naknadno odločili, ampak gospod Prednik je svojo odločitev in politično odgovornost prevzel. Danes je navaden civilni državljan. 7,7 milijona evrov je država plačala za Litijsko, zdaj stoji prazna in neuporabljena. Ni znano, da bi imela vlada kakršenkoli načrt s to stavbo? Jaz mislim, da glede na to, kako vlada najema prostorov po Ljubljani za to, da ima razne agencije, se mi zdi, da bi lahko bila ta stavba tudi ena od možnih, da jih damo v uporabo. Ampak kako? Brez obnove ne bo šlo? Obnova pa naj bi stala približno 5 milijonov. Torej, kakšna je računica? Ampak tako je treba odločitev sprejeti, obnoviti, potem pa najdi že prej najemnika. Seveda upam, da bi bila to neka državna inštitucija, lahko tudi lokalna zgodba, jaz ne vem, ampak na takšen način, kot je, da tam zdaj stoji in propada, ni dobro. Ampak kako ste se o tem pogovarjali na vladi? Nič se nismo pogovarjali, ker to v bistvu na mojem resorju ni. Mislim, da je še kar na pravosodju. Jaz mislim, da mora to vzeti Ministrstvo za javno upravo ali pa DSO in s tem potem upravljati, kot večina nepremičnin, ki jih imamo v lasti Republike Slovenije. Ampak vi ste v vladi in ministrstvo je pod vašim resorjem, kako ne rečem, vaše stranke? Mislim, se strinjam, vendar z nepremičninami ne pravosodje, ne naše ministrstvo gospodarstvo pač ne razpolaga. Mi moramo vsako kljuko, ki jo zamenjamo na našem ministrstvu, jo v bistvu zamenja Ministrstvo za javno upravo. Ampak tukaj je šlo kar za veliko kljuk, se verjetno strinjate, 7,7 milijona še brez obnove. KPK je v zadevi Bobnar ugotovila, da je premier Golob s poročiloma notranji ministrici kršil integriteto. Bi vi zaradi takšne odločitve odstopili? Mislim, mi smo skozi, to bom ponavljal do konca, Socialni demokrati si integriteto predstavljamo na tak način, da ko imamo težave, pač odstopimo. Zaradi Litijske je cel predsedstvo odstopil, predsednica odstopila, pri Prednik je odstopil zaradi, bom rekel, svojih težav. Tako da gospa Katičeva je odstopila, ker ni bila nič politično odgovorna za zadevo v Novem mestu, pa je... Torej, če vas prav razumem, vi bi odstopili? Mi bi se sigurno v stranki... Ne, vas osebno sprašujem. Če bi bila zadeva na takšen način problematična za mene in da bi s tem naredil težavi stranki, da. Ste minister za gospodarstvo, sami ste izbrali ta resor, pa me zanima, zakaj niste prisluhnili zahtevam gospodarstva o nižjih davkih in nižjih obremenitvah za gospodarstvo? Zdaj, ta moj resor je zelo zanimiv resor. Po eni strani sem odgovoren za komplet gospodarstvo, kar se tiče davkov je odgovorno Ministrstvo za finance, kar se tiče umeščanja v prostor je odgovorno Ministrstvo za naravne vire, kar se tiče dela in težav je odgovorno Ministrstvo za delo. Ne bežimo od odgovornosti, ampak ta horizontala nam na nek način deluje. Premalo se pogovarjamo, premalo odločitve sprejemamo na nek način malo bolj kritično in tukaj jaz vidim največjo težavo te vlade. Gospod minister, pogledajte, vi ste bili v vladi, bili ste minister za gospodarstvo in zdaj pravite, premalo smo se pogovarjali in drugi imajo odločitve, ampak tudi vaše odločitve, se morate vi stati za gospodarstvom, verjetno. A vi mislite, da jaz na vladi ne opozorim na kakšno stvar, naprimer minimalno plačo sem zvedel, seveda je zakon, sem ga zvedel iz medijev, božičnico sem zvedel iz medijev, to je vse zadeva, ki je pač bila narejena tako, kot je bila pač narejena. In v zadnjem obdobju, pred volitvam 2 meseca, sem presenečen,
kaj politika, ali ena ali druga, je zmožna obljubljati, da bo naredila 23. marca. Poglejte, Gospodarska zbornica je danes sporočila, da je zaradi izjemne rasti stroškov dela ogroženih 16.000 podjetij in 66.000 delovnih mest. Sem prebral. Ste prebrali to? Sem prebral. Hitri krog vprašanj iz gospodarstva. Se strinjate s predlogom Levice glede tega, da bi bilo enako število prostih dni vse leto? Tudi premier je temu predlogu nasprotoval. Jaz sem to zvedel žal iz medijev, ni bilo usklajeno, nismo se o tem sploh pogovarjali, tako da absolutno to ne podpiram. 7 predlogov vam je dala danes Gospodarska zbornica glede ukrepov, po 2 vas bom vprašala. Boste podprli uvedbo neposrednih subvencij za dejavnosti, kjer minimalna plača predstavlja velik del stroškov? To sem že prej odgovarjal, jaz moram povedati, danes nisem gledal teh ukrepov. Vse, kar bom rekel, zadevo je treba preučiti in se dogovoriti. Na pamet govoriti je neodgovorno do državljank in državljanov. Kako boste to storili? Se boste sestali s predstavniki gospodarstva? Jaz se sestavljam z gospodarsko zbornico, predstavljam se z obrtno zbornico, generalno pa v teh 2 mesecih preveč kričimo, ne slišimo se več in treba se je dogovarjati, pogovarjati, sprejemati neke kompromise, ne zaradi inštitucije, kot je gospodarska zbornica, ali pa zaradi državljank in državljanov. Še eno vprašanje, kako vidite uvedbo razvojne kapice, tudi to je bil predlog Gospodarske zbornice na vse socialne prispevke pri 2,5-kratniku povprečne plače, torej socialna kapica. Kar se navezuje na tako imenovano davčno zakonodajo, na razbremenitev plač, na drugi strani na uvedbi davka na premoženje, je potreben na dogovor, ki ga pa ne moramo sprejeti parcialno ali pa čez noč. Zato rabimo pogovor in jaz tukaj ne bi več dalje govoril. Davek na premoženje dajanja, pravkar ste ga omenili, kakšno je vaše stališče? Pravite, rabimo pogovor, pa kakšno je vaše stališče? Glejte, mi imamo jasno tudi v programu napisan, kakšno je naše stališče okoli tisočinke, obremenitve 0,1 do 0,5. Vse to, ampak naš program ni program za to, da bomo na nek način postavljali pogoje drugi stranki. Ko bomo postavili se in upam, da bomo lahko sestavili naslednjo vlado, bomo najprej se dogovorili sistem, kako bomo sprejemali odločitve, kaj bomo naredili in mora biti to nek dogovor med vsemi strankami. In še neki socialni dialog mora biti prisoten bistveno bolj, kot je bil zdaj, in tudi politika na drugi strani, v primeru opozicije, mora pri tem sodelovati. Vprašanje o koaliciji. Kdaj ste se zadnjič 1 na 1 pogovarjali z Anžetom Logarjem? Nazadnje, bom rekel, na eni od medijskih hiš, ko smo imeli intervju. Bi šli v koalicijo z demokrati? Nimam nobenih težav s tem, če se bojo pridružili levo-sredinski vladi. Nekdanjega predsednika Kučana ni bilo na predstavitvi vaših kandidatov, bil je na predstavitvi Gibanja Svoboda. Ste ga povabili? Ne, moram reči, da ne, ker je to res sistem, kjer moramo glede na zakon sprejeti kandidate, tajno glasovanje smo imeli. Ni bil to dogodek, ki bi bil dogodek za to, da iz tega delamo nek veliki šov. Kako pogosto se slišite z nekdanjim predsednikom države Borutom Pahorjem? Se videvamo, bom rekel, na pol leta enkrat, tako da se slišiva, tako kot se slišim z marsikaterim, pametnejšim od mene, da mi lahko kakšno stvar svetuje. Še 3 kratka vprašanja. Da, ne ste za obvezno služenje vojaškega roka? Bi se sestali z ruskim predsednikom Putinom? V diplomaciji, zato da bi prišli do miru, do dogovora, da. Bi podprli pridružitev Slovenije odboru za mir, ki ga je nedavno ustanovil ameriški predsednik? Nikakor ne in mislim, da smo tudi na vladi to jasno sporočili.